Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Imamo rešitev, in sicer rešitev, ki je kot odgovor na grozljivo statistiko umrljivosti srčno-žilnih bolezni. In ta odgovor vključuje eno izjemno inteligentno gobo, kordiceps, ki bi jo morali poznati vsi, ki so kadarkoli imeli težave s srčno-žilnimi obolenji oziroma so te težave imeli njihovi predniki, njihovi starši, babice in tako naprej. Kordiceps ima namreč prav posebne sposobnosti in danes boste bolje spoznali to nenavadno zdravilno gobo, ki pa mora biti nujno, torej divje nabrana. V moji družbi Marijana Kolman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Kordiceps, zdaj smo spoznali v tem času tudi reishi, pa čago seveda že dolgo spoznavamo. Zakaj pa je tvoje zanimanje in vem, da prav posebno strast, celo bi lahko rekla, pritegnila ta goba kordiceps? Ta goba me je presenetila z širokim spektrom delovanja in z znanstvenimi dokazi, kliničnimi študijami. V zadnjih letih jih je ogromno, jaz enostavno še nisem uspela prebiti skozi te študije in vse so pravzaprav usmerjene v odkrivanje ali pa recimo bolj točno dokazovanje učinkov uporabe te zdravilne gobe v tradicionalni medicini, s tem, da izpostavljajo njeno imunomodulatorno, protirakavo delovanje in seveda tudi vse ostale terapevtske učinke. In tisto, kar me je presenetilo, je podobno kot pri čagi in pri reishiju, tudi sposobnost, da izzove apoptozo rakave celice, specifično pa prav delovanje pri srčno-žilnih boleznih na zelo, zelo enostaven način. To me je zelo navdušalo in, bom rekla, tudi presenetilo, zato ker običajno pri srčno-žilnih boleznih, seveda ljudje posegajo po kemiji z stranskimi učinki in tako dalje. Kordiceps pa v eni izmed študij zelo lepo piše, mehko deluje na vzpostavitev pravilnega delovanja srčno-žilnega sistema, s tem dovaja srcu, torej kot mišici in vsem tkivom več kisika, podobno delovanje ima kot ATP in pravzaprav preprečuje nastanek vrste srčno-žilnih bolezni, tudi infarkt, kap, ishemijo srca in tako dalje. Tako da predvsem tistim ljudem, ki se soočajo z problemi srca in ožilja, se kordiceps priporoča ali pri podpornem zdravljenju, pri zdravljenju in seveda tudi preventivno. Wow, izjemno. Zelo sem navdušena in kordiceps nekaj ga je, zelo malo sicer, ampak nekaj ga je tudi na voljo v Sloveniji. Je tudi ta tisti, ki ga je izbral dr. Korepanov in je torej divje nabran? Torej, kordiceps, ki je uporabljen v tej kombinaciji čaga-kordiceps, preparatu Alfita, izhaja iz Altajskega visokogorja in je nabran divje. Redko srečaš na trgu kordicepse, ki so iz divjega izvora. Prepoznaš jih pa poceni, ker kordiceps, recimo nabran v divjini, ima izjemno visoko vrednost, seveda odvisno od kakovosti, ampak kilogram, to je neka podobna zgodba kot pri čagi. Črni del čage, zunanji črni rob čage ima praktično vrednost okrog 1000 evrov za kilogram, primerjalno z čago, torej v celoti, tudi tistim rjavim delom, da ne govorimo o gojeni čagi, kjer je vrednost kilograme čage mogoče 20-30 evrov. Pri kordicepsu je pa lahko cena kilograma kordicepsa
tudi $2500. Izjemno drag, seveda v divjini nabran, ampak če pomisliš, da se to nabira na visokogorskih planotah, na področje Tibet, Himalajsko pogorje, Altaj, potem področje na Kitajskem, to so težko dostopna področja in tudi malo je tega kordycepsa, to ne raste, ne vem, v nekih velikih količinah in seveda zakaj je pa tako zelo cenjen? Pošteno povedano, kemijske analize, ki so bile osnova farmaciji in seveda tudi osnova kliničnim študijam, so pokazale izjemno visoko vsebnost spojin, ki sodijo med lektine, proteine, polisaharide in terpenoide in so odlični imunomodulatorji. Kaj pa pomeni imunomodulator? Pomeni, to so spojine, ki so sposobne učinka na imunski sistem. Imunski sistem vemo, da je odgovoren za prepoznavanje in uničevanje mikroorganizmov in tudi telesu lastnih odmrlih celic in okvarjenih celic, to pomeni rakavih celic. In imunski sistem je pravzaprav tisti, ki je cilj delovanja zdravilnih gob, torej ne le čage in kordycepsa v tem pripravku, ampak nasplošno dvig imunskega sistema pomeni krepitev delovanja makrofagov, neurofilcev, celic ubijalk in dendridičnih celic, ki delujejo v okviru imunskega sistema kot prepoznavanje in uničevanje nezdravih snovi, vodijo jih signalni sistem oziroma pač to je cela biokemija, ta proces, ampak tisto, kar je pri kordycepsu odločilnega pomena, je spojina, torej imunomodulator, ki izzove tak odziv imunskega sistema, da ta odreagira s povišanjem ali z znižanjem. Zato kordyceps tudi pri Crohnovi bolezni, pri ostalih avtoimunih boleznih, ker ta preparat iz sestavin, ki prihajajo iz žive narave, ohranja inteligenco in ko ga zaužijemo, prepozna v organizmu napake, neravnovesja in poseže pravzaprav na tisto področje, kjer je potrebno narediti red. Torej, če treba imuniteto dvigniti, jo dvigne, če jo je treba znižati, jo zniža. In sestavina v kordycepsu, ki je tako zelo fascinantna in ki je presenetila same znanstvenike, je kordycepin. Spojina, imunomodulator, ki so jo seveda uspeli tudi izločiti, ekstrahirati in ki je danes na voljo v farmacevtskih, kemijskih, torej sintetiziranih pripravkih, marsikje po svetu in se uporablja kot samostojno pri zdravljenju onkoloških bolezni ali pa tudi podporno, ampak seveda neprecenljive vrednosti je naravna substanca, torej posušena goba, ki deluje ne le z nekim ekstrahiranim neko spojino, ki je ekstrahirana, ampak celostno tudi z vsemi ostalimi učinkovinami. Da ohrani tisto inteligenco, ki je dejansko ne moreš ponarediti, ne moreš vzgojiti. Prigolfati ne moreš. Ni švinglanje tukaj, bi takole lahko rekli. Torej, kordyceps, ker doktor Korepanov ima kar nekaj kombinacij, pravi torej, da prva so tiste lisičke, protiparazitni program, torej lisičke in pa nageljnove žbice in pa seveda skorje trebetlike. Potem smo spoznali tudi, se pravi, čaga, rejši, korenina navadnega repinca in zdaj čaga, kordyceps, torej srce, srčno-žilne zadeve, absolutno najbolj nujno, ne? Najbolj nujno, avtoimune bolezni in seveda onkološke bolezni, s tem, da je tudi poudarek na tem, to, kar poudarja doktor Korepanov, preventiva pred
kurativo, pred zdravljenjem. Izbral je pa zanimivo, kordicepsov je ogromno vrst, na tisoče. To so gobe, ki parazitirajo, podobno kot čaga, dva parazita, ki pravzaprav potem v telesu pa delujeta proti tistemu parazitu, ki mu rečemo rak ali pa bolezen v kakršnikoli obliki. Ampak dr. Korepanov je izbral pa en poseben kordiceps, veš, prav zanimivo, jaz sem temu rekla vojaški kordiceps, bojevniški kordiceps, latinsko se imenuje kordiceps militaris, militaris, pač vojaški. To je kordiceps, ki ima izjemno, seveda visoko ceno tudi in vrednost uporablja se v uradni medicini na kitajskem, japonskem. To je zanimivo. Te surovine, predvsem zdravilne gobe, kot so čaga, pa tudi eleuterokok, kordiceps, rejši, ki rastejo več ali manj na področju Azije in to težko dostopnem področju. Veš, kako težko dostopen je Južni Altaj, kjer si bila. Kako težko je nabrati res smolo izpod beluhe, mumijo in seveda tudi te gobe, ki rastejo na tem področju. In kordiceps militaris, goba, ki parazitira insekte, recimo tudi metulje, umrle, ki seveda v zemlji se počasi razkrajajo in iz teh organizmov zraste kordiceps. Kordiceps militaris, beseda kordiceps pomeni tudi zanimivo, je pravzaprav beseda, ki najbolj jasno izraža obliko te parazitske gobe. Kordiceps pomeni palica ali kij in glava in dejansko so to take gobice, ki zrastejo kot na enem peclju in na koncu imajo glavico. In nabiranje je pa zanimivo, kako ko neka goba iz nekega področja, ki je seveda revno, predvsem Tibet, Nepal recimo, postane zanimiva za farmacijo, tržno zanimiva in ko ima tudi visoko ceno, se seveda ljudje, ki poznajo nahajališča, pričnejo preživljati z nabiranjem teh gob. In znano je bila pred leti na upozorilni alarm, da so v kordiceps pripravkih, ki so bili na trgu jaz mislim, da je bilo to v Ameriki, celo da so prišle tja, da je surovina izvožena v Ameriko, našli veliko količino težkih kovin. Razlog je bil pa v tem, da so nabiralci goljufali in so dali ene kovinske dele, odpadne dele, take, ki izgledajo kot ene take palčke, kot to, da je bilo seveda, da je več pokazali na tehnici. Packi. Ja, tako je, ker cena je res visoka in ljudem na teh področjih, ki imajo seveda, ki živijo pravzaprav v neciviliziranem okolju, predstavlja to res pogoj za preživetje na teh področjih. No, ta kordiceps militaris prihaja z področja Altajskega pogorja, nekaj tudi z mongolskega dela Altaja, ampak zanimivo, dr. Korepanov pogosto odhaja k ljudem, ki nabirajo, ki so pogodbeno zavezani, da mu nabirajo surovine, ker ima točno izbrane ljudi in tudi področja in nekako, jaz temu rečem, kolobari. To pomeni, da nabiralci ne nabirajo vedno na istem področju neke rastline, zdravilne rastline in gobe, ampak da pravzaprav pustijo naravi, da počije in grejo nabirati drugam. Kar se tiče samega kordicepsa in tega, kar je ustvaril dr. Korepanov, pa jaz predlagam, da mu tudi damo besedo. Uspelo nam ga je torej dobiti, uspelo nam ga je torej priklicati v Rusijo in lepo pozdravljeni, dobrodošli, dr. Korepanov.
Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто интересуется фитотерапией, те, кто любит растения, те, кто верят, что растения могут сделать чудеса. А это действительно так. Если лекарство старается лечить, то травы регулируют организм, укрепляют организм. Это очень хороший позитивный дополнительный компонент фитотерапии. Мы работаем во всех направлениях фитотерапии. И сейчас для начала мы с вами решили остановиться на проблеме паразитарной, противопаразитарной. Дело в том, что вот есть очень серьезные американские исследования, когда серьезно взялись и каждого человека посмотрели, 95% случаев нашли паразитов. Я думаю, что у нас в России, Словении, не намного лучше обстановка, поэтому вопрос серьезный и вопрос, а что паразиты? Паразиты, они ослабляют организм, а слабый организм, он подвержен болезням. И поэтому, конечно, нужно, укрепляя организм, заботиться и об этой стороне. Убирать лишних нахлебников из нашего организма нужно убирать. Пока мы решили остановиться на этой проблеме с вами, с вашей страной, и решили остановиться на вот таком хорошем противопаразитарном сборе, удобном в применении. И думаю, что наши алтайские растения, безусловно, помогут вам в этом. Wow, izjemno. Najlepša hvala, dr. Korepanov, in lepe pozdrave. Hvaležni smo tebi, Marjana, da si vstopila v kontakt z njemu, da vso znanje, ki ga pridobivaš tam, širiš med ljudmi in tudi sama knjižica Sibirska fitomedicina je ljudem dostopna, torej brezplačno, tako da lahko sami preverite, kako priti torej do te knjižice Sibirska fitomedicina, ki se je ne da kupiti, se samo podarja in v njej torej vsi članki, vse te pomembne informacije, ki dobesedno rešujejo življenje in zvišujejo kvaliteto življenj kot takšno. In slišali smo vse te informacije, ampak kar ne moramo verjeti, da je to vse res. Ja, pa je res, ne, veš, te študije, ki pravzaprav potekajo v zadnjih letih, čeprav vemo o gobi, čagi in rejšiju, že od leta 1960 lahko sledimo znanstvene študije, ki dokazujejo zdravilno delovanje. Ampak take gobe, kot jih zdaj spet na novo odkrivamo, kot je cordyceps, recimo, so zanimive prav zaradi tega, ker prinašajo jaz upam, tudi v uradno medicino novo upanje za bolnike. In to prijazen, naraven način zdravljenja onkoloških bolezni, ker tisto, kar jaz izjemno cenim pri dr. Korepanovu in kar sem res vesela, da lahko ta znanja, ki jih dobim pri njemu, prenašam naprej, je prav ta predanost, njegova etična načela in njegova želja, da bi znanja prišla med ljudi. On je znanstvenik, zdravnik, onkolog, ki ne čuva znanj za sebe, tisto ljubosumjo, da ja še ne bi kdo kaj izvedel. In recimo v svojih recepturah uporablja rastline, ki rastejo tudi pri nas in svetuje ljudem, naj si vendar nabirajo to tudi sami. Ne gre samo za to, da bi kupovali neke pripravke. Jaz sem bila zelo vesela, ko je recimo mi povedal za recepturo kombinacija čaga z eleuterokokom in mi svetoval, naj se s proizvajalcem čage, biostimulom, dogovorim, da naredi ta proizvod po njegovi recepturi. Vsak bi najprej vprašal, ja, a sme, a pa lahko neka konkurenca, nek drug proizvajalec naredi proizvod po vaši recepturi, a ne boste jezni ali ne vem, uveljavljal avtorskih pravic in ne vem kaj. Je rekel, kje pa, sploh ne, veseli bodimo, da so ljudje pripravljeni slediti znanosti, ugotovitvam zdravnikom, ki lahko najbolj spremljamo učinek zdravilnih rastlin in gob pri svojih bolnikih in damo potem namig
kaj naj proizvajajo, po kakšni recepturi. Najlepša hvala za vsa ta znanja. In ja, govorimo veliko o kombinaciji torej fungoterapije in fitoterapije. Spoznali ste zdaj tudi dr. Korepanova in prvi korak, torej tisti protiparazitni program lisičke, skorje trepetlike in nageljnove žbice. Potem smo spoznali tudi čago, pa seveda v kombinaciji s kordicepsom. Nadvse zanimiva kombinacija za srčno-žilne bolezni, za krepitev srca in 1000 ostalih stvari. Pa seveda tudi kombinacija z izjemnim reišijem, ki se priporoča vsem, ki imate v družini, bližnji, daljni, ali pa če, upam, da ne sami, da se ne soočate s kakšnimi onkološkimi boleznimi. Skratka, zdravilne gobe, fungoterapija in fitoterapija v tej kombinaciji raziščite naprej. Recimo tudi metulje, umrle, ki seveda v zemlji se počasi razkrajajo in iz teh organizmov zraste kordiceps.